Dobro večer vsem. Torej, začenjamo zadnji večer teh naših srečanj. Danes bom potek mogoče mečko drugače, ko smo navajeni. Že tukaj v začetku med slavljenjem bo en od patrov, ki je tam najzadnje že pripravljen, tudi izpostavil Najsvetejše, tako da bomo imeli slavljenje, molitev pravzaprav pred Najsvetejšim. To je pač dobra sprememba. Sicer pa bomo potem po slavilni molitvi bomo imeli tudi po slavilni molitvi bomo imeli nekaj pričevanj in po pričevanjih bomo imeli še molitev nekoliko drugačno, kot smo sicer vajeni, ampak vam bomo to sproti razložili. Tako, danes je binkoštni ponedeljek, goduje seveda Marija Mati Cerkve, se pravi še poseben praznik, tudi nekaj smislov Marijin in seveda praznik odhoda iz cerkve ven in da gremo v znanje, seveda. Ne? Apostoli so bili 40 dni, so se več ali manj skrivali, ne? In po prihodu Svetega Duha pravzaprav se je rodila cerkev, oziroma bi lahko rekla, cerkev je šla iz obzidja, je šla v svet, je šla v znanje. Torej tudi mi bomo, oziroma smo poslani, da gremo v znanje. Nekaj o tem več tudi kasneje, o tem, kar je tudi papež te dni govoril v Rimu, predstavnikom katoliško-karizmatične prenove. Torej, z binkoštmi se je zgodila ena velika sprememba v učencih. Če pomislimo na to, da so oni bili 3 leta z Jezusom, pa so bili tudi priča njegovemu vstajenju, videli so ga, pipali so ga, skratka, z njimi je jedel po vstajenju, kljub temu so se skrivali. V njih ni bilo moči. Tudi približno ne bi nobenega mogli pripraviti do tega, da bi šel tam v shodnico pričevati za Jezusa. Ko pa je prišel Sveti Duh na binkošti, se je v njih zgodila radikalna sprememba od znotraj. Od znotraj. Od takrat naprej, prej so se skrivali, od tistega trenutka dalje so šli in oznanjali. Kljub temu, da so jim grozili smrtjo, se tega niso več bali. Prej so se skrivali, so se bali za svoje življenje, potem pa nič več. To je bila ta radikalna sprememba, ki se je zgodila od znotraj. Zato tudi Jezus je na nekih mestih, ko je govoril v enem primeru, če se boste spomnili, ko je govoril o Bogatinu in Lazarju, v tisti prispodobi, in ko je Bogatin tam v večnosti oziroma v peklu prosil in rotil, da posvari tudi svoje brate, naj pač pošle da je Bog pošle koga oziroma kakšnega iz večnosti nazaj do teh svojih bratov, Jezus pravi čisto jasno. Tudi če bojo od mrtvih ostali, jim ne bojo verjeli. Tudi Jezus je od mrtvih vstal, pa so učenci bili še kar malo preprašeni. Se pravi, ko pa pride ta sprememba od znotraj, potem pa je to res radikalna sprememba, potem pa ni več strahu, učenci grejo in doznanjajo. In zato bomo tudi danes mi molili. Torej, molili bomo drug za drugega, zato da nam Bog da ta pogum, da bomo samozavestni, da bomo z veseljem pričevali za njega. Tam, kamorkoli živimo, kjer smo poslani v situacijah, v kakršnih se pač znajdemo vsak dan. V kakršne nas pač Bog pošilja. Zato bomo molili. Torej, sedaj bomo izpostavili Najsvetejše in bomo začeli z uvodoma z slavilno molitvijo. Torej, Pater, vas prosim, če lahko pridete izpostaviti Najsvetejše. Ja. Jezus Gospod moj živi, Jezus Gospod moj živi, Jezus Gospod moj živi.
slavimo, da lahko spet napolnimo svoje srca za oznanjevanje, za svet, ko bomo šli od tu, da bomo imeli moč, ki si nam ne obljubil po Svetem Duhu, po Tvojem tolažniku, če te kličemo, če te prosimo. Vse nam boš dal v Tvojem imenu, Jezus Kristus, naš Gospod in naš Bog, odrešenik. Hvala Ti. Aleluja. Amen. Na svetu pa slavi, Hvala ti, Gospod, da ti zalivaš naše srce s svojo ljubeznijo.
In hvala ti, Gospod, da v tebi lahko rastemo, se krepimo in obrodimo sad. Hvala ti, Gospod, da le s teboj lahko živimo napolnjeno. Hvala. Živi napolno, živi na nas, tebu vse življenja. 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 Ti si njel svojega zemlje, ponosen si na svoje delo. Čakaš me, da se mi pridruži in te življenje slavi. Živi napolno, živi na nas, vse življenja. Živi napolno, živi na nas, vse življenja. Čakam, da razvijeva nebe, in si ponoči male. Zasledim sebe in bližnje, in te življenje slavi. Živi napolno, živi na nas, vse življenja. Živi napolno, živi na nas, vse življenja. Daješ mi novo življenje, vse je treba mi moč. Vami lahko dajem se drugi in te življenje slavi. Živi napolno, živi na nas, vse življenja. Živi napolno, živi na nas, vse življenja. Živi napolno, živi na nas, veselim se življenja. Živi napolno, živi na nas, veselim se življenja. Živi napolno, živi na nas, vse 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 Ne boj se dvigniti svoj glas Gospodu, svoje roke, ploskanje in glas. Naj Gospod sliši tebe. Ne boj se izraziti pred njim, kakršen si. On je tukaj zate, da ti da moč, novo življenje, veselje, polno življenje. posadil svoje seme. Ozemlje našega srca je že v preteklosti posadil svoje seme. Ampak to seme mora najprej umreti, da lahko sklije, da začne rasti, da raste in vzcveten obrodi sad. In z vsakim slavljenjem Gospod pride
in zalije to seme. Mi smo tukaj najprej, da rečemo Gospodu, da Gospod, tebi izročam svoje življenje. Želim umreti sam sebi in iti za teboj. In Gospod pride in zalije. In Gospod ti nam daje milosti, da bi izrasli v mogočno drevo. Drevo, ki bo dajalo senco, varnost in drevo, ki bo plodilo obilen sad. Ko srce zvočica, ti si zame vinova, ti si vse, ti si ta moj meni tvoja meni vina moč, meni obežanje, dok se zbudi, tebi ni žalaš me.
Hvala ti, Gospodu, za duha miru, za duha preroštva. Hvala ti, Gospod, za milost odpuščanja. Hvala ti, Gospod, za tvoje ljubezen. Hvala ti, Gospod, za vsak dan, ki ga lahko živimo. Hvala ti, Gospod, da se lahko ljubimo med seboj. Da v tebi, Gospod, smo brati in sestre. Hvala ti, Gospod, za vse veselje. Gospod govori, če boste odprli svoja srca, bom vstopil. Če boste odprli svoja srca, vam bom dal istega duha, kot sem ga dal apostolom v dvorani zadnje večerje. Istega duha. Prorokovali boste, govorili boste v novih jezikih, ozdravljali boste, vse boste delali, kar sem delal jaz in še več kot to boste delali. Če boste odprli svoja srca, danes, zdaj. Amen. 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 Gospod, naj te slavimo s srcem, z dušo, s telesom. Gospod, naj bomo popolnoma tvoji. Amiri, oj, aleluja, oj, aleluja, Amiri, Amiri, oj, aleluja, oj, aleluja, Amiri, aleluja, aleluya, aleluya, Amiri, aleluya.
rabimo za to, da zrastemo v dobre ljudi, vsaj oni svoje izkušnje tako govori. Tako da, če Gospod danes posejal seme, naslednjih 20 let ga bo zalival in naslednjih 20 let bo to drevo raslo, da obrodi sad. Tako da, pogumno naprej, hvala ti, Gospod, za Svetega Duha in hvala ti, Gospod, da ti danes spreminjaš naša srca, da jih spreminjaš iz dneva v dan. Do tvoje ljubezni zmoremo delati stvari, ki so nam bile nekoč popolnoma nemogoče, ne napisane na kožo, tako kot meni je stati za mikrofonom. Hvala ti, Gospod, za vse milosti, da res lahko odpustimo, da lahko slavimo, da lahko postanemo, Gospod, to, za kar si nas ti poslal na svet in da končno začnemo izpolnjevati svoje poslanstvo. Hvala ti, Gospod. Ko je to izrekel, je vzdignil oči proti nebu in dejal: Oče, prišla je ura, poveličaj svojega sina, da sin poveliča tebe, kajti dal si mu oblast čez vse ljudi, da bi podaril večno življenje vsem, ki si mu jih dal. Večno življenje pa je v tem, da spoznajo tebe, edinega pravega Boga, in katerega si poslal, Jezusa Kristusa. Jaz sem te poveličal na zemlji s tem, da sem dokončal delo, ki si mi ga dal. Zdaj me ti, Oče, poveličaj pri sebi s slavo, ki sem jo imel pri tebi, preden je bil svet. Božja beseda. Spremenil srca je, spremenil nas je vse, ali živi. Aleluja, spremenil srca je, spremenil nas je vse, ali živi. Aleluja, in za svoje ljubo daj, siluje in Thank you.
Božja ljubezen je več, kot si lahko predstavljamo. Ne da se je opisati, ne da se je pokazati, da se je sam začutiti. Božje veselje, mir. Vse to iščemo v svetu, ampak Bog je edini, ki nam to daje. Zato hvala ti, Gospod, za vse to, kar razlivaš nad nas. Da se ta Božja ljubezen razraste, pomnoži, da bo tekla tudi iz našega osrčja do drugih ljudi. Gospod, da bi zmogli biti tvoji pričevalci med vsemi ljudmi. Ne samo to, da bi mi zrastali v veri, v ljubezni, ampak da bi zmogli drugim pričevati o tebi. Da bi zmogli drugim povedati, kako velike reči, Gospod, je to ti storil za nas. Hvala ti, Gospod. Zdaj pa res povabim, da vsi skupaj ostanemo. Pa da se malo prepustimo Božje telovadbi. Jaz verjamem, da tečete tukaj pozna to pesem, tako da najbolj, da tisti, ki ne poznate, sledite vsem ostalim. Božja ljubezen je čudovina, Božja ljubezen je čudovina, Božja ljubezen je čudovina, je čudovina. Naša, nič ni bližjega naša, nič ni drugega naša, nič ni bližjega naša.
pa še malo povabim, da še malo ostane. Gospod nam želi dati Svetega Duha. Ampak da nam ga lahko, če pač roke odpremo, pa rečemo, Gospod, daj. Kantalamesa je rekel, sej, mi zmeri prosimo, Gospod, daj nam Svetega Duha, zmeri se pa tudi v srcu, tudi mislimo, sam nekaj čudega. Ampak ne se bati Svetega Duha, da nam njih tisto, kar rabimo. Zato odprimo roke, odprimo srca, pa prosimo Gospoda za tisto, kar rabimo, tam, kjer smo najbolj slabotni. In Gospod nam bo dal. Če rabimo mir, nam bo dal mir. Če rabimo veselje, nam bo dal veselje. Če rabimo ljubezen, nam bo dal ljubezen. Če rabimo ozdravljenje, bo dal ozdravljenje. Gospod bo dal. Zato samo odprimo svoje srca, odprimo dlani in povabimo Gospoda, da vstopi. Amen. Amen. Pridi Duh Sveti, pridi med nas, Duh ljubezni, napolni nas. Pridi Duh Sveti, pridi med nas, pridi Duh ognja, Duh modrosti, pridi Duh Sveti, pridi med nas. Duh modrosti, napolni nas. Pridi Duh Sveti, pridi med nas. Pridi Duh ognja, živa srce. Olažje, pridi Duh Sveti, pridi med nas. Duh olažje, napolni nas. Pridi Duh Sveti, pridi med nas. Pridi Duh ognja, živa srce. Slavljenja. Pridi Duh Sveti, pridi med nas. Duh slavljenja,
glas Gospodu. Naj Gospod govori z našimi usti. Potopimo se to Božjo ljubezen, ki se razliva.
teboj stoji. Izlij svoje srce pred njim, predaj se mu. Izroči svoje življenje, njegove roke. Ne boj se. On je tukaj, zate. Samo zate. Vse bo naredil zate. On je tvoj Bog, odrešenik, ljubljen. Tisti, po katerem hrepeni tvoje srce, tudi takrat, ko se tega ne zavedaš. Ki je dal vse zate, umrl zate. In vstal. In sedaj živi tukaj. Amen. Ti veličastni kralj, oblečen v sijaj, za zemljo radosti, naj blika tvoje kri. Svetlovi se leši in temna že leži. Let out,
Zdaj bom našel partner prosil, da bo pospravil najsvetejše. Potem bomo pa nadaljevali spričevanje. Dobro, sedaj je čas za pričevanja. Zadnjič so se javili nekateri, tako da bom kar prosil Majo, pa tudi Hano, ne? In tudi Blaža, so se kar pripravili, pa potem tudi Marino. Nekateri niso še čisto pripravljeni, moram reči, da je pričevalno več, ampak nekateri niso še čisto pripravljeni in ne bi rad proti njihovi volji jih izpostavljal, ampak so že vsaj meni povedati pričevanje, tako da tudi njim Bogu hvala, njim v slavo in upam, da bo prišel čas, da bodo sami povedali. Ok, jaz bom začela tako. Prvič, ko smo imeli to srečanje, en dan potem sem imela eno operacijo, ni bila tako težka, pač lahko, ampak okrevanje je malo dlje trajalo oziroma še trajalo. In tisti dan so molili za mene, se pravi v ponedeljek. In ko sem prišla na operacijsko sobo, jaz sem bila popolnoma mirna, tako, pač sem čisto zaupala, noč mi ni bilo strah, mi je bilo lepo, tudi ko sem se zbudila, mi je bilo pač ful dober in bi bila še kar v tistem trenutku. Pol so se pa začele bolečine. In sicer tukaj pač na levi strani, ko mislim, da niso imeli nič v zvezi za to operacijo, ampak bile so tako močne, kar niso nehale. Pa drugo srečanje tukaj sem spustila zaradi tega, tretjo sem prišla sem in so molili zopet, mislim, ja nad mano in pač še drugi. In je bolečina, ni še čist gilna, ampak je bilo več kot 70% boljš potem. Pa četrtič so pa zopet molili in je v bistvu bolečina popolnoma zginila. Bi pa še eno stvar tukaj dodala, da je po tej anesteziji pa po teh tabletah sem bila, pač nisem bila ta prava, čist sem, ne vem, sem bila anksiozna, pa glavno to moglo biti iz mene, pač vse te kemikalije in nekaj se je dogajalo z mano, ampak nisem vedela kaj, jaz nisem bila jaz se nisem mogla pogovarjati, jaz sem kar želela tako naravnost, ko sem, ne vem, tudi tretjič, ko sva se peljale s prijateljico, meni kar ni bilo do pogovora, ko drugače kar govorim tako rada. Tu pač ni bilo nekega življenja v meni, mogla sem, ne vem, mogla sem to dati ven, ne vem, v glavnem, prosto molili za mene tudi in tisti trenutek sem, pač te nemoči, te žalosti, ali pa te praznine ni bilo več v meni. In ne vem, pol je bilo vse lepše in sem skoraj tako, kot sem bila prej. Zadnjič je rekel, pa sej, ne vem, če je to, sem rekel, kako ni to. Kako ni, moraš pričevati in zaupati, da Jezus deluje. Seveda se tudi zaupam, ampak in tudi želim oznaniti Gospodovo slavo. In tudi želim potrditi Jana Zovdal.
ker to je pomembno, da skupnost pričuje, ali je nek dar, ki ga je Sveti Duh dal, res dar Svetega Duha. Mislim, da je to tudi za tebe pričevanje. Na prvem srečanju, moram začeti od začetka, imela sem letos njih 5 ali 6 hudih napadov, res hudih napadov žolčnih kamnov. In potem sploh nisem vedela, da gre za žolčne kamne, ampak sem ga ravno na Velik četrtek pregledala na ultrazvoku in so mi tam rekli, velik žolčni kamen. In potem so mi za veliko noč prepovedali jesti šunko, pa potico, pa kavo piti, pa ne, bog ne daj še kaj drugega. Skratka, za veliko noč sem imela strogo dieto, ampak kljub strogi dieti so se meni napadi še zmeri vrstili, če niso bili najhujši, je bilo pa teža in napetost in skratka, hudo je bilo. Moram pa priznati, da sem se že zdavnaj odvadila prositi Boga, ne vem zakaj, zase ne znam prositi, ampak naj se zgodi njegova volja. No in potem smo bili pa na prvi ponedeljek, ko smo se tukaj dobili, je pa Janez imel besedo vednosti, da Gospod nekoga ozdravlja na žolču. Jaz sem nekaj, pik mi, jaz mene ozdravlja, seveda, jaz sem za to, hvala ti Gospod, čeprav nikoli ne prosim, ampak, no, če mi pa daš seveda z veseljem, No, zdaj je 6 tednov, ko se niti enkrat več nisem slabo počutila, ni mi več, nikoli me ni bolj v trebuh, skratka, čist se je umirilo. Bogu hvala in slava in čas. No, moj pričevanje bo bolj kratko, pa mogoče bom še kaj podaljšal, mogoče še kakšne druge stvari. To prvo, kar sem jaz zgodil, prva 3 srečanja, če so se govorili o zgodovino Šenc, prva 3 srečanja nisem mogel prijeti, ker sem imel dosti službenih obveznosti. No, bolj sem pa hodil, in najbolj je bilo ta sprememba, je bila pa najbolj izrazita, je bila pa z prejšnjega srečanja, se pravi, ko sta mož pa žena z Cipra. Z Malte. Sta molila, oziroma mož je molil zame. In sem po srečanju se delal, kasno v noč, mislim, da tam do 2-3 zjutraj, spal se prav 2-3 ure, zjutraj se zgodil šel v službo in še nisem bil tako zbran, že nekaj časa nisem, kaj se je, mogoče pol leta, 1 leto nisem s tako zbran na ste delal. Ne vem, isti dan mi imamo poklicala je, poklical jo en kupec, ki je že dalj časa kopal na zemljišče, tam pa nas ni ponudil toliko, pač tisto cena, ki je bila za nas sprejemljiva, ne. Pa tudi, jaz sem se srečal z enim prijateljem, ko smo se pol pogovarjali, četrtek je rekel, 5 let nismo sedeli v istem avtu, recimo, prav sem začel vzpostavljati neke odnose, v mojem bližnjem okolju in res sem čutil, toliko velika teža je padla z mene, da se sploh ne morem, ne predstavljivo sem bil tak, recimo, kot pa smo imeli 10 let nazaj, recimo. No, da sem pa še ena druga stvar, mogoče ni toliko povezana s tem ali pa tudi, sem pa ponovali, recimo, dosti blagostavljam, recimo, imam še kar nekaj tak doživeti, ki sem blagostavljal z blagoslovljenjem moljem in zadnjič sem bil pred kakšnem mesecem, sem bil na eni agenciji, ki daje soglasja tudi z nekaj letnim zamikom, ne bomo zdaj imenoval katere, in sem dobil zdaj včeraj informacijo, da se v bistvu, da je predlog zakona, da se agencija ukine, slava Bogu, no. Bog, hvala za vse. Jaz moram reči, da me je Sveti Duh malo nahecal, ker prejšnjič sem bila res tako navdušena, da sem hotela vse povedati, da se pa še pa strah. Ampak sem rekla, če dobi varuško, pa bo povedala. In je prišla varuška, v 1 minuti. Jaz bi rada povedala, da meni Sveti Duh že par let
želi dati veselje. Ko gledam nazaj na svojo življenjsko zgodbo, je bilo veliko izgub, veliko odrekanja, veliko selitev. In čeprav me poznajo moji prijatelji pa sorodniki kot veselo osebo, sem se nekje vse vedno bila nekako melankolična, pa malo žalostna. Ni bilo eno tako pravo, pristno veselje. Začelo se je pa bolj, tako da sem prvi začutila, da bi me Bog res rad imel veselo. Par let nazaj, ko smo bili še v stari hiši, to je 4 leta nazaj mogoče, sem bila pred eno dilemo, ko nisem vedela, da naj posodim denar eni bližnji osebi ali ne. In sem se spraševala, pač škoda mi je bilo tega denarja, vedela sem, da pa potrebuje pomoč. In sem molila in odprla sem Sveto pismo in takrat se mi je odprlo na strani Gospod pa varuje vašo radodarnost kot punčico svojega očesa. In takrat sem padla v tak nekontroliran smeh, jaz ne vem, kaj mi je bilo. Začela sem se smejati in nisem se mogla nekaj. Prav nekje iz globine mojega bistva je prihajal smeh. In pa, Sveti Duh ima res veliko mišlje, mi je začel obrazna mišica raztegovati vse smeri. Tak levo, desno, dol, da sem si mislila, če me zdaj kdo vidi, si mislila, da se mi je zmešalo. Ampak nisem mogla nekaj pač s to telovadbo obraza. Tako da mi hoče vse moje, ves moj obraz raztegne, da se bo res tako smejala, ker res pač nisem res znala smejati na pravi način. No, in po tistem, vsakeč, ko sem molila in sem pač klicala Svetega Duha, so se začeli te premiki obraza in pa smeh in tako, ampak to je bilo tako moje zasebnosti, mi je prihranilo to, da je rekla sramota, da bi pod ostalimi dopočila. Vse to je bil proces, več let traja, ampak ko sem bila pa zdaj nazadnje tukaj, ko je Don Turbit molil nad mano, je pa kar naenkrat zakričal joyful and happiness, takrat res je takoj začutil, da moj svet je bil da naj bo vesela. In jaz sem padla dol, sem počivala duh in sem se začela smejati. In sem se smejala in sem si mislila, kaj se zdaj kdo misli, če me gleda, ampak sem se še naprej smejala. In je prišla res ena tak mir in eno veselje v mene, da tudi, ko sem bila svojo družino, ko sem drugače, tako zgledam bolj prijazna, pa super mama, ampak v resnici sem pa včasih res grodila, ker kričim na otroke in hočem kontrolirati in se spremenim lahko sekundi, ampak mi je pa res zdaj, sploh zadnje tega vidim, mi je dal en tak mir in veselje in tudi ko ga lomijo, tam ali jaz se kar smejem, moži krega, jaz se tudi potikam smejem, sploh se ne moram pomagati, pač se mi zdi. In to še ena taka sproščenost v naša družina, tako čutim, da so tudi otroci bolj mirni, da sem jaz okej, tudi če so zunanje bolečine težke. Tako da Bogu hvala. Jaz bom pa čisto kratka. Lahko pa začnem preprečiti. Ne. Skrajše, prosim. Na ta seminar sem šla vsakim z večjim veseljem in eno tako lepo molitveno vzdušje sem v srcu lahko ustvarila v teh dneh. Tako sem čutila, kako je Gospod z menoj, sem je pa nekaj posebnega zgodila in 10 dni nazaj v službi. Sem se tako naslonila na eno omaro in svojim sodelavki pokazala, kako delam ene vaje za hrbtenico in pri drugem pritisku je treščena. Razbilo se je steklo in je vse čez mene letelo, samo eno pikto sem tlele dobila in sem rekla, Bogu hvala za tako božje varstvo. Nekdo je pač eno sliko, tako enostavno pa je njim fiksiral in nihče tega ne opazil. In to bi se lahko zgodilo, da bi tisto omaro nekdo kontra odprl in bi tako zletel. In
meni je šlo to vse mimo mene za Božje varstvo in Bogu hvala. Haleluja. Za konec bom povedal še svoje pričevanje. V zvezi s tem, kako je ta seminar, oziroma to naše srečanje se potekalo. Mi smo se dolgo časa o tem razmišljali, kako kaj bi treba nekaj narediti, da je bilo fino, da bi se naredili taka srečanja, pa niso čisto dobro v glavi, kako ne bi to bilo niti, kako ne bi potekali, kakšen naslov je bil vodilna tema in moto. No in na koncu smo prišli tega, da po vsem obiranju in obigarjanju smo padli ravno v tako veliko nočni čas, ki se je pravzaprav izkazal, da je idealno, da veliko nočjo in veliko pravzaprav nismo planirali, ampak je Bog nas tako pripeljal, da je postavil ta seminar v ta čas. To je prva stvar, ki je zelo zanimiva. Drugo, odločili smo se, da bo vodilna tema in da bomo govorili o krstu v Svetem duhu. In včeraj je papež Frančišek uradno potrdil ustanovitev Karisa, to je logotip Karisa, namreč dosedanje IKRS in ostale organizacije, ki so povezovale razne organizacije, ki so povezane s katoliško karizmatično prenovo oziroma z karizmatičnimi skupinami in skupnostmi v cerkvi, na izredno željo papeža Frančiška in je rekel zato, da boste vedeli, da papež to hoče in da Vatikan to hoče in Rim to hoče, da je Karis, pravzaprav to ni organizacija, ampak je samo, bi rekel, združenje, ki povezuje vsa karizmatična gibanja po vsem svetu v cerkvi, zato da boste vedeli, da mi hočemo, da ste, in da smo skupaj združeni in pravi papež, želim, da to milost krsta v Svetem duhu pride na vso cerkev, da vsi, ki hodijo v cerkev, da so krščeni v Svetem duhu. Mi vsi vemo, da se cerkve praznijo in po moji zelo... Jaz sem trdno prepričan, da bo v cerkvi bojo ostali samo tisti, ki bojo osebno doživeli in spoznali Jezusa Kristusa. Vsi tisti, ki so iz navade, iz tradicije, že odhajajo in bojo tudi dokončno odšli. To sem že večkrat rekel, da se s tem nekajmo slepiti, ker pravzaprav samo tisti, ki bojo vedeli, zakaj hodijo v cerkev, bojo hodili v cerkev, drugih ne bo več kar veslej. Nobene igrice, nobene prireditve, takšne in drugačne, in te ljudi ne bojo zadržale. Samo, če jim oznanimo kerigmo, temeljno stvar, da je Jezus Gospod in da je treba njemu predati svoje življenje in nič drugače. Torej, me je zelo veselilo, ker sem pravzaprav videl, da se je včeraj zgodila tudi Justinkova dva, Andrej in Darja, sta bile v tem srečanju v Rimu, približno 500 voditeljev z celega sveta se je tam zbralo, so se včeraj tudi s papežem srečali, so imeli marš na trgu, so četrtka, petka naprej se danes vračali, zato ga danes ni tukaj. To ga veste, tudi mi smo bili tam navzoči. To sem hotel podeliti z vami, zato tudi ta srečanja na plakatu ste videli samo datume, brez vsebine, mnogi so rekli, kaj je to, a bojo kakšni gosti, pa gled, bo. Tudi jaz sam priznam, da do konca nisem čisto vedel, kako bo. Ampak sem rekel, jaz Sveti Duh, jaz ti zaupam. Tako da tudi ta zakonca Blandarkino iz Malte sta prišla, ko smo imeli pravzaprav mi že to postavljali. Skratka, sta padla v program noter. In še vas kakšno stvar, ne bi še za detalje, pravzaprav so bile drugačne, kot sem si pa jaz, pa smo si predstavljali prej. Ampak želel sem to podeliti z vami, se pravi, da zaupamo Svetemu Duhu in se tudi prepustimo. Ni treba, da vse stvari do konca splaniramo, vsak gib, vsako predavanje, razmišljanje pa molitev. Prepustimo Svetemu Duhu in je lahko čudovito, če pustimo, da On vodi nas. Tako, sedaj pa bomo, jaz bi s tem talje zaključil, sedaj gremo pa zaključno molitev, ki bo nekoliko drugačna. In sicer bomo naredili molitev tunela, Fire Tunnel. Eni to poznate in tisti, ki ste že šli to molitev, oziroma ste že natančno molili, tudi nekateri animatorji, vas bi prosil, da prvi pridete sem naprej, ostali pa boste šli skozi ta tunel, to je tako kot olakac, skratka, ki smo nasprotimo ostali, bomo blagoslavili in molili drug za drugega. Se pravi, ni sedaj tukaj posvečene osebe, ki bo en molil za vas, ampak bomo vsi molili za vse. Vsi imamo po krstu duhovniško, prenoško in kraljevsko službo. In lahko molimo drug za drugega. In bomo molili drug za
drugega, zato da Sveti Duh pade na nas, da poživi darove, ki jih že imamo, ki jih je položil nas, da to poživi in da s tem ognjem odidemo, da smo poslani. Vsi smo poslani, da pričujemo tam, kjer živimo. Vredo? Ok, tako da jaz bom glasbenike prosil, če bojo za spremljavo, oziroma da smo vodili skozi molitev. Jaz bom pomagal tukaj tale tunel organizirati. Potem bom pa prosil, da se boste kar preključili in boste šli skozi tunel in ko boste šli skozi, se postavite tako, kot bo ta prvi školir, se postavite tudi, ko pridete skozi, se postavite in tudi vi molite. Ni treba se dotikati z rokami zadosti, da ste z rokami preko in blagoslov. Kličite blagoslov. Na vsakega, ki gre mimo vas, kličete Božji blagoslov. Vrejo? In ogenj Svetega Duha seveda. Vrejo? Ok. O Jezus, otroci, pridite, da boste tudi zelo vedno močna poslova. Otroška molitev izjemno močna. Da dovolite, da otroci molijo za vas. To njih Sveti zelo močno.
se vas tunel vodi, pridite roke, pridite oči, se pustite voditi. Naj molijo z vas, poslušajte, kaj molijo z vas, naj vas blagoslavljajo. Prepustite se duhu, zaprite oči in samo pejte, ne boste nič padli. Se ljudje stojijo okrog vas in vas usmerjajo. Prepustite se Božjemu duhu. Kličite, prosite ga, da vas blagoslavlja, naj vas užge s svojim ognjem. Gospod,
tebi častim slava, častim slava, povzdigujem svoje noge, povzdigujem tvoje ime, tebi častim slava, častim slava, povzdigujem
za vse milosti smo jih prijeli, hvala vsem glasbenikom, ki so se tukaj goj zvastili, veliko jih je bilo, še posebej sem danes bil vesel, ker so otroci peli, res čudovito. Bogu hvala za vse, posebej tudi Janezu, ki je zvesto skrbel 6 tednov za vso zvočenje, snemanje in tako naprej. On je res zaporalen, vsi ugotovljeni zvečer, vsako nedelje. Bogu hvala. Tako, zdaj pa se malo še poveselimo, ne? Gremo ven iz centra, smo prinesli nekaj dobrovci, delimo se še kakšno stvar rečemo, ne? Potem pa, jaz bi samo še dovolj pomagal, vsak mesec, tretji ponedeljek, tukaj ima pater Mijo Maršo in to je priložnost, da se tukaj zgledate, da se še poveselimo, skratka, da doživite nekaj tega, da smo bili tukaj deležni. Levo. Tako da ponesite se seboj to veselje in da delite z drugimi. Aleluja, Bog je ustavil živi. Tukaj boste zdaj videli še eno reklamo za Romanje v Predomljak. Prenova organizira tudi Romanje vsako leto, konec julija. En teden se Romanje v Predomljak. Še koga to zanima, bi želel je še vedno nekaj mest. Tam da so nekaj informacij, tako da se lahko vrnete na ta telefon